Čau, welcome back spet v mojem kanalu. Jaz sem Enej Bike Bro in rad bi ti predstavil najcenejšega Abartha 500 v Evropi. Vedno sem gledal Abarthe, so se mi zdeli kar dragi za zimski avto, bom rekel, oziroma nek shitbox. Dokler se ni pojavil ta mali jajček bele barve, za njega sem plačal slabih 5000 evrov v Sloveniji. V celi Evropi nisem našel cenejšega voznega Abartha, ki gre čez tehnični brez težav. Sem pa mogel narediti enih par stvari. Če ne veš, kaj je Abarth, mislim, po mojem vsi vejo, kaj je Abarth. To je ena 4 turbo mašina v školjki od navadnega Fiat 500. Ima širše blatnike, širšo rit od zadaj, širše boke, večji odbijač, štrli tako ven, zato ker ima tukaj na tej strani, na uni strani intercooler, zaradi tega, ker ima tukaj notri turbino. Ta moj avto je letnik 2008 in je v bistvu prvi Abarth, ki je prišel ven. Ima 135 konjev zaenkrat, aprila grem narediti mapo. Od opreme originalne ima ta dosti stvari. Sicer nima vseh sedežev ali pa sabeltov, ampak ima te lepe semišportne sedeže z rdečo črto. Ne me vprašati zakaj. Mislim, da zato, ker je bilo tukaj gor na strehi in na bokih so bile rdeče nalepke čisto v originalu. Potem imamo avtomatsko klimo, imam 5-stopenjski ročni menjalnik, valjda, električne šipe, tukaj gor je bil radio skupaj z Windows playerjem, torej se povezal na Bluetooth in na vse te zadeve, ampak Blue & Me se mu reče, ampak ker je to Fiat, seveda to ni delalo. Abarthu sem mogel zamenjati zadnje amortizerje. Zamenjal sem mu tudi sprednjo desno roko, kar ni bilo njih najbolj zabavno, ker moraš dati pol avto narazen, ker je tako stisnjeno, moraš dati cel odbijač dol, od spredaj intercooler, flaško od vode za šipe, zato da priješ do enega vijaka, da lahko zamenjaš celo roko, ker je bil končnik v pizdi. Zamenjal sem mu vse 4 diske in ploščice, ker so bile slabe. Super je, ker sem ga dobil na setu letnih felten, ki so te malo lepše, in pa na setu zimskih felten, ki so te malo grše. Ampak imam dvojne gume in samo premontiram, ko je sezona. Trenutno je 29. marec, kar pomeni, da sem že mesec pa neki na letnih gumah. Da sem potem naredil še en lep servisek, zamenjal olje, filtre kabine in zavorno tekočino. Takoj zatem je bilo treba zamenjati ta star auspuh z Bombardone R4 auspuhom, ki je street legal. Zamenjal sem radio, prej bil ta star Škifo radio, ta ima Apple CarPlay, navigacijo, GPS in vse živo. Torej imamo avtomatsko klimo, ima TTC gumb, to je kot nek traction control, oziroma ni traction control, ga izklopi, ampak z bremzami regulira, zgleda kot nek športni diferencial, obvolanske komande, ki delajo seveda tudi s tem radiom, kar je odlično, ima ročno, ima plug za 12 voltov, nima kaj dosti, ker je letnik 2008, česar pa ima ogromno, kar se boste mogoče nekateri zgražali, ampak jaz se ne. Avto ima trenutno 284 000 kilometrov. 284 000 kilometrov, leto. Nobene lučke. Avto dela kot urica. Danes imam pa še nekaj za narediti. Valjda Parkside Live. V glavnem, kaj imam tle? Te batke tle notri, oziroma ta vodila. Tisto spodnje je malo zarustano in ga bom probal zdaj spraviti ven. Upam, da ne uničim, ker če ne bom mogel iti s tem domov, kar si ne želim, ker ni registriran. Bomo videli, če se je kaj zdelal ta batek, ali se ni, ker na zadnje, ko sem ga, se mi je mudilo na tehnični, ki sem imel preizkušnje samo še par dni. Oziroma
Sem še en dan. Jaz sem proti visel cel dan, zato da naredim vse, da pridem lahko na tehnični. Okay. Vežico, aha, super. Senzor za ploščice je rekel ne, tako da ne bom niti vedel, kdaj so crknjene. Vedno, ko menjavaš ploščice, je fajn, da obesiš kleščo nekam, zato da ti ne uniči cevka bremz. Ok, zdaj bom dal še ploščice ven. Sicer so nove, tako da je super fajn. Ker stare sem mogel zbiti ven. Zdaj, če pogledaš, ta batek se premika, ta od spodaj pa ne dela nič. Mi bo prvič kurilo ploščice po strani, kar se lepo vidi tle gor, recimo. Veš, ta stran je v bistvu nova, skoraj. Ta je pa zdrsena, torej mi jih pod kotom brusi. Druga stvar je, feeling na pedalu ni enak. Tretja stvar, ki je, ko bremzaš dela ampak sam na levi strani. Tako da moram zdaj to zrihtati. Če bi šlo malo lažje, bi bil jaz kar vesel. Da mi ni treba 150 ton orodja ven vzeti. Zdaj je rad šlo malo hitreje. Imam tu mašinco, sem ne prijem čisto zraven, tam notri. Krat obrnem, pa smo rešeni. Pol se še začne pravo delo. Tisto je neznanka. Bomo videli, ko bomo to rešili. Ok, evo, to imam dol. In bom našprical z roast frajem. Roast loserjem, kar mi bo omogočilo, da... Čakaj, da sprejem notri. Našpricam not. Ful tega. To ni popravilo za vse veke, vekomaj. Ampak samo začasno. Evo, nič, zdaj spustim to stati. Ene pol urce. No, le, kakšno bilo not. To je rja in pesek, ali nekaj. To je pa vse držalo skupaj, tako da jaz moram zdaj tole vse očistiti. Ko pri tvoji mami. Če gre gor. No in prej greš kamorkoli, ko delaš bremze, vedno, navedno prižgi avto. Začne vakuum delati. Glej zdaj pedalo, ker sem delal bremzo. Full dol. Evo ga. Nič, to je to. Hvala, da ste bili z mano pri tem delu. Sem naredil en kup že dela tle gor, ampak še par stvari bom naredil. In sicer seveda vzmetenje pločevino, ko sem rekel, ogledalo bom dal rumeno, oziroma pol avta gre v rumeno. Tako da ja, še en kup stvari pride gor. Mapiranje bomo šli pogledati kako in kaj, tako da Abart bo prišel kasneje. Kje so bajki? Bajka še ni. Sicer je tle en, ampak ta ni moj. Bo pa prišel bajk, kupujem, fuknili se s cenami, tako da žal ne bom kupil nobenega rabljenega, ker ne more biti 7 let star rabljen bajk, isto 300 evrov manj kot recimo nov YT Capra, ali kaj takšnega, tako da bom kupil po vsej verjetnosti novega. Rad bi imel freerida oziroma dehajca, pohore se rihta, kope se rihta, tako da bi rad šel gor, da se ne šatlam, da ne pedaliram, ampak da gremo lepo na lifte. Tako da ja, no, en sneak peek romantike tukaj notri, to bom pa še pokazal, kako bo. Veš kaj? Bom da jaz kar eno ogledalo v rumeno, da vidim, kako je to, ker dežuje precej in bom da pa na timelapse, tako da brez krvi bo šlo ful hitro. Hmelja je kupo črno travo in odplavo daleč v Saharo. Gledal je kamele, kaj so vrteče, zakaj so tam in nobene ne teče. Evo ga.
Tako izgleda. Racing. Evo ga, še druga je. Sem pa tudi, evo, oba gledala sta narejena. Sorry, nimam mikrofona. Sem pa tudi razstavil tle notri. Veš, ker je bil še ta pokrovček. To. Tako da bo v bistvu rumena, rumena, rumena. Evo ga. Še zadnji košček puzle. Evo, rumeno čez celo, rumeno špegle. Ok, zdaj pa konec. Se vidimo v naslednjem videu. Stisni like, subscribe, prijavi se na moj kanal, sledi na Instagramu vse te dobre stvari.